Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na Sledi resnice. Danes je nedelja, 29. november. To je bil, zagotovo še pomnite, eden največjih praznikov za časa rajnke Jugoslavije. Datum, ki je bil tudi v grbu, 29. november 1943, ko je bilo drugo zasedanje AUNO-ja v Jajcu. No, in bil sem povabljen na eno prav posebno praznovanje tega dneva republike, bivšega praznika, in sicer v Mariboru na Studencih. Dobro nam došli, može rakija? Ja, dober dan, jaz bi prosil, sicer sem slišal, da se pogovarjate v enem od uradnih jezikov bivše skupne države, ampak če bi lahko v slovenščini, prosim lepo. Može. Torej, 29. november praznujete že nekaj časa, ne? Skozi mi praznujemo 29. november. To je pač en taki praznik, mi se tega spominjamo, nas to ni sram zgodovine, da ne sme biti sram nikoli, bilo kakva je bila. Pa tudi stari, jaz vseeno mislim, da se je zaslužil, da nekdo tudi Sloveniji da temu datumu nekaj pomeni. Tovariš Tito, ne? Brus. In kaj imate danes še v planu? Zdaj se pravzaprav začenja vse skupaj, ne? Ja, no, da mi zdaj že kar fajn vteko, ne? Začelo se je včeraj, ko smo peto dojko začeli sukati, ne? Pa mekano rakijo pit, ker po noči je le mrzlo, zdaj se to že fajn kosa, vse vidite, čevapi so. Graše vina se toči, tako da to je to. Kajmaka je puno, mislim, to pač vse imamo, ne, mislim, tako da. Kar se je imelo, ne? Prle, glavo ti čuvam. Tihi, da govori tak ali tak, no. Če uradno govori, uradno ne, mi pol govorite. Prle, hočeš da ti sačuvam glavo od svinje? Oca ti je. Dobro je, sačuvaj. Aha, torej tudi komunikacija teče v... No, ker to ličnice pa to dobi organizator, ne, to je najboljše. To je gore pač kampa, veš, kaj ti hočem reči. To ne pozabiš nikoli. Ne, glej, mi slavimo, glej, bilo kak je bilo, bilo kaj te vi zdaj rekli. Eno, vse to se ravno hoče reči, da je novejša zgodovina pokazala, da ni ravno vse bilo tako idealno, ne, in da se rep še zdaj vleče, v bistvu. Veš, kaj ti jim tako rekel, rep vlečeš ti, pa to ti novodobni lopovi, ne, mi bi se že zdavnaj vun, glej, Tito, ni bil idealen. Lago se, ko pes, razumeš, imel je dosti babo ono, samo glej, imeli smo ga pa radi. Porihtano je bilo vse in zdaj jaz ne vem, kdo tu repe vleče. Odkot se vlečajo, samo jaz vsak dan čitam, da je nekdo nekaj vkral, pa starega že dolgo ni več. Tako da zdaj ne vse na njega, gor tlačiti. Sused, gremo enega pokaditi. Franja pa govori, tako smo se zmenili. Popušit se reče, pa nisem sosed, ampak imam ime. Perle, hočeš da popušimo? Ne reče se tak, no. Perle, hočeš da ti popušim, sunce ti izdajničko. Dobro, no pa kaj se vam je zmešalo, čaki, da se zmenim z njim, pa bomo vse porihtali. Ja, vidim pa, da ste tudi poskrbeli, sem videl vse narodnosti bivše Jugoslavije, tudi ja, no, tukaj. Več ali manj, zdaj oni vuni, kaj so narušili, tudi sosedo fasado dela, tudi niso zram povabljeni, tako da to mi ne štej. Aha, kaj pa Tito pride? Mislim, ja, to prije, Juhar, zdaj pride, kolega Tito, že dolga leta. Tako so froci nestrpni, da, ker so mu pripravili 14-minutni program, tako je, ne. On bo sedel malo dvigen tu gori, Joža pa tak že 2 dni v sobi ponavlja tekst, ki mu bo štafeto dal. Te pa ni bilo to maja štafeta? Mi imamo zdaj vse združeno. Na filan program imamo, razumeš? Pa imeli eno svijo, imamo jih 5. Perle, moramo rešiti bolane. Spasiti ranjenike. Perle, daj da ti popušim, da Bog da crko. Dobro, hvala. Ja, hvala vam, da je bilo torej praznovanje, da vseš ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Jugoslavijo.